Lep dober dan ponovno danes. Izvolj na tej glede Boxerjev se bo odzval. Izvolj. Dobar dan, hvala lepa za vaš hiter odziv. Danes je vsekakor žalosten dan za Slovensko vojsko. Modernizacija se na nek način ustavlja. Slovenska vojska se potem, ko so bile v preteklosti sprejete odločitve, da bomo pridobili najmodernejšo tehnologijo, ki je trenutno na voljo na trgu, tudi zato, da zagotovimo čim večjo stopnjo varnosti našim vojakom. Današnja odločitev vlade nakazuje na to, da se ponovno vračamo nazaj k stari tehnologiji. Če se je prejšnja vlada odločila za Boxerje, ki so izjemno moderno vozilo z visoko stopnjo zaščite, se sedanja vlada po objavah sodeč odloča za poljske Rosomake, ki so najmanj desetletje starejša vozila, torej generacijo starejša vozila, ki imajo mnogo slabšo zaščito kot Boxerji. Tam, kjer se zaščita Boxerjev šele začne, tam se zaščita Rosomakov konča. Žalosti me, da je bil spregledan varnostni vidik, predvsem varnost vojakov. Glede revizije, o katerih je bilo danes govora, lahko rečem, da je bilo ugotovljeno tisto, kar smo že zelo dolgo časa vedeli, da napak pri tem poslu ni bilo. Danes je celo minister Šarec priznal, da revizija ni ugotovila napak in da prav tako ne more ugotoviti nesmotrnosti. Edina stvar, za katero so se lahko oprijeli, je cena vozil. Cena vozil je pa logično, da je pri modernejših, kvalitetnejših vozilih višja kot pa pri tistih nekoliko slabših. Ta odločitev je izjemno škodljiva z večjih vidikov, najprej z varnostnega vidika, kot sem dejal, slabša zaščita za vojake in tudi številne vojske, s katerimi je Slovenija vzpostavila pomembno strateško partnerstvo, začenši z Nemčijo pa Združenimi državami Amerike in pa seveda tudi Veliko Britanijo, govoril pri temu, da podobna vozila pomenijo tudi lažje sodelovanje in pa lažje delovanje. In tudi tukaj je bil narejen pomemben korak nazaj, ker ena izmed ključnih stvari, zakaj je bila sprejeta odločitev tudi za Boxer, je tudi to, da bomo še bolj povezljivi s tistimi našimi ključnimi partnerji. Narejena je tudi ekonomska škoda. Težko je verjeti, da je vlada samo zato, da ugaja politični levici, pripravljena 11 vrhunskih tehnoloških vozil brezplačno podariti drugim državam. Odškodnina, ki bo plačana za ta odstop, se giblje približno v višini 11 Boxer vozil. Težko je to razumeti, da je država pripravljena to narediti, dati 11 Boxer vozil pač samo zato, da ugaja politični levici. Velika škoda ekonomska se dela tudi slovenski obrambni industriji. Slovenska obrambna industrija, ki je povezana in navezana na proizvajalce Boxerja, je že doslej naredila za 50 milijonov evrov poslov. To na nek način pomeni tudi pretres za njih, kar vsekakor ni dobro. Nenavadne so bile tudi razlage, da vlada želi s tem privarčevati 400 milijonov evrov, ob tem, da je celoten posel vreden 82 milijonov evrov. Težko si predstavljam, kje ne bi privarčevali 400 milijonov evrov, če pa gre za 281 milijonov evrov vreden posel. Tukaj pač številke se ne izidejo. Potem na očitek, da je bilo premalo vozil, da zgradimo srednjo bojno bataljonsko skupino, ne povem, da to ne drži. Stvari so bile zasnovane na način, da so čim bolj ekonomične in racionalne in po strokovni oceni bi lahko iz obstoječih patrij, ki jih Slovenska vojska že ima, in teh je 30, in z 45 Boxerji, ki smo jih nameravali kupiti, brez večjih težav lahko oblikovali to prvo srednjo bojno bataljonsko skupino. In to je bil tudi naš cilj, to je bilo v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti in tudi v skladu z zakonom za zagotavljanje sredstev za investicije v Slovenski vojski. Skratka, stvar je bila dobro premišljena, strokovno utemeljena in maksimalno racionalno zastavljena.
Druga stvar, ki jo je potrebno poudariti tudi to, da po javno dostopnih podatkih Poljakom licenca za proizvajanje rosomakov poteče leta 2023, to je praktično čez nekaj mesecev. Tako da si težko predstavljam, kako ne bi zdaj brez licence proizvajali neka vozila za Slovenijo, vkolikor pa slovenska država oziroma vlada namerava od Poljakov kupiti rabljene rosomake, je pa škoda in pa žalost še toliko večja, ker gre še za starejši model, še z manjšo zaščito. Skratka, resnično je težko razumeti te odločitve, ki razen politične odločitve za seboj nima nobene strokovne, vojaške, varnostne utemeljitve. Se pa zgodba vsekakor iz leta 2018 ponavlja, tako kot je takrat Šarčeva vlada klecnila pod pritiski levice. Očitno se zdi, da se to dogaja tudi danes, oziroma brez večjih težav lahko ugotovimo, da je bilo to del koalicijske zaveze in zato pravim, da je bila sama revizija čisto navadna farsa, ker je bila odločitev za prekinitev te pogodbe očitno že sprejeta davno, preden se je Golobova vlada zgolj oblikovala in so poskušali s to revizijo vendarle najti kakšne napake, na katere bi se lahko oprijeli, ampak teh napak ni bilo. Zagotovo pa se s tem tudi Sloveniji zunanje politično škoduje. Z to odločitvijo smo se želeli predvsem navezati na jedrne države, zdaj pač očitno bodo šle zgodbe v popolnoma drugo smer, kar me preseneča glede na dosedanje pozicije strank, ki se delujejo v sedanji vladi. Kot ste rekli, je bila ta odločitev na nek način že sprejeta pred oblikovanjem vlade. Pravzaprav vas je Robert Golob še predno ste podpisali pogodbo za nakup boxerjev, pozval, da tega ne storite. Ali vam je danes kaj žal, ali bi ravnali enako, glede na to, da je pravzaprav verjetno bila odločitev že takrat? Ravnal sem v dobri veri in v smislu največjih koristi za slovenske vojake. Vozila Boxer so takšna, da jih slovenska vojska potrebuje, predvsem pa jih potrebujejo slovenski vojaki zaradi tega, da jim čim bolj povečamo njihove možnosti preživetja na bojišču. In verjel sem stroki na generalštabu Slovenske vojske in pa na Ministrstvu za obrambo, da so to najboljša vozila in da so to tista najbolj primerna vozila, ki jih Slovenija potrebuje. Zaradi tega nisem v ne strahu, ne dvomov, ampak sem ravnal tako, kot sem verjel, da je najboljše za slovensko vojsko. Obrambni minister je ocenil, oziroma vlada je sprejela sklep, da naj bi, mislim, da je bilo to na ravni celotne bojne bataljonske skupine teh 400 milijonov evrov privarčevali. Se že uspeli izračunati, je to mogoče in ali je to samo možno pod pogojem, da se kupi roslomake ali še kakšna druga vozila? Ne, če bodo 400 milijonov evrov privarčevali, potem te srednje bojne bataljonske skupine ne bo. Z drugimi besedami so povedali, da se Slovenija očitno vrača na stara pota, ko je svojim zaveznikom desetletja obljubljala, da bo zgradila srednjo bojno bataljonsko skupino in tega ni nikoli storila. S tem se srednje bojne bataljonske skupine ne da oblikovati in z drugimi besedami s tem so povedali, da jo ne bo.